Pri ureditvi podstrešnih prostorov, mansarde, obivalne in ogrevane je dobro imeti v mislih, da gre lahko za najlepše prostore v stavbi, za ambient z veliko svetlobe in prostornosti, kar prinaša udobnost in varčnost bivanja. Pri novogradnjah je danes najboljše, da se gradijo objekti tako veliki, kot jih družina dejansko potrebuje. In to pomeni, koliko že družina načrtuje pri sami gradnji neko večjo površino, pa da bodo prostori bivalni tudi v mansardnem delu hiše, potem je dobro, da se že v fazi razmišljanja, pred samim začetkom gradnje, o tem tudi razmišlja. In takrat se tudi v sami izvedbi že takoj tudi vse dejansko izdela, ali pa čim več, kar je možno. Pri obstoječih objektih je pa to nekoliko težje. V prvi vrsti je treba razmisliti o tem, ali sploh to podstrešne stanovanje potrebujemo. Vkolikor so in jih potrebujemo, jih je dobro takrat tudi urediti. Vkolikor pa jih ni, je pa seveda treba zagotoviti, da je toplotna izoliranost plošče nad ogrevanimi prostori zadostna. To pomeni, pogovarjamo se o debelini toplotne izolacije 30 cm in navzgor do 40 cm. Vse skupaj je pa odvisno od vrste toplotno-izolativnega materiala. Debeline, o katerih sem govoril, bi naj imeli materiali s toplotno prevodnostjo tam 0,045, se pa na trgu dobijo tudi nekoliko boljši toplotno-izolacijski materiali. V mansardnih bivalnih prostorih imamo poševnine in pa horizontale. Tu so seveda različne izvedbe. Dostikrat se investitor odloči, da bo mansardne prostore zgradil direktno do špica strehe. Takrat ima mansarda dejansko samo poševnine in pa vertikalne stene, ki so pa izolirane tako ali tako na fasadi. Tudi te poševnine bi naj imele enake debeline toplotne izolacije kot seveda horizontalni deli. Največkrat je pri poševninah težava višina, ali pa višina zaradi parapetnih zidov, to pomeni teh zidov, ko držijo dejansko, ko dajo višino strehi. Vkolikor so ti prenizki, potem je treba izolacijo pomikati navzgor. In takrat, ko se tako, kot je recimo v tem objektu, ko so horizontalni deli, se pa ti ponavadi še izolirajo z debelejšo toplotno izolacijo, tudi tja do pol metra. Tako kot je pri urejanju mansarde pomembna zadostna debelina toplotne izolacije, potem sama masa, katera omogoča fazne zamike, da so ti čim daljši. Potem, kot sem že omenil, tudi parozapornost in paroprepustnost, je za ugodnost bivanja zelo pomembna naravna osvetlitev. To naravno osvetlitev dobivamo pri mansardah z seveda večjimi površinami oken, na primerni višini, in mansarde s tem dobivajo eno posebno ugodnost, udobje, svetlobo, ne nazadnje tudi razgled. Pri oknih je treba upoštevati samo mogoče 2-3 stvari. Ena je ta, da se okna ne dimenzionira glede na razmike špirovcev, recimo, ampak glede na površino tal. Priporočljivo je, da se uporabljajo vsi materiali, to pomeni od parozapornosti, paropropustnosti in pa toplotne izolativnosti ovoja okna, ker namreč s tem preprečimo, da bi nastali mogoče kakšni linijski toplotni mostovi ali pa kakšne druge napake pri vgradnji, do katerih lahko pride, vkolikor se ti materiali recimo ne uporabljajo. In je takrat zelo pomembno to, kako se ti detajli izvedajo. Pri sami gradnji mansarde je še potrebno upoštevati požarno varnost in pa zvočno zaščito. To pomeni, da zvok ne potuje znotraj, v tisti isti horizontalni ali pa seveda navzdol, na prostore, kjer spodaj kdo biva. In pa najbolj pomembna je pa seveda prezračevanje. To danes večino krat se ali direktno zanemarja ali pa opušča. Namreč prostore, če se gradijo tako, kot sem povedal, s parozapornostjo, okna, ki imajo dvojno, trojno tesnjenje, jih je treba na nek način zračiti. Kvalitetno zračenje je možno zgolj z rekuperacijo oziroma vračanje toplote odpadnega zraka. Rekuperacijo pa poznamo ali lokalno ali pa centralno, to pa je seveda odvisno od investitorja, za katero se bo odločil. Sicer pa preostane nič drugega kot prezračevanje na prepih, kar pa je zelo odgovorno in pa ali pa neka velika obveza. Za urejanje mansard Ekosklad razpisuje tudi možnost pridobitve subvencije ali pa kredita. Oboje je možno pridobiti si za obstoječe stanovanjske stavbe. To pomeni stavbe, katere so imeli gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003.
V teh primerih je možno dobiti subvencijo tako za toplotno izolacijo plošče nad ogrevanimi prostori, kot pa toplotno izolacijo nameščeno v streho oziroma nad streho, vkolikor bi se recimo družina odloči, da bo urejala take prostore. Višina subvencije je 20% oziroma 10 evrov na kvadratni meter vgrajene toplotne površine, toplotne izolacije, ne? In pa za največ 150 kvadratnih metrov. Medtem pa, vkolikor ima nekdo pač višje površine, tisto ni več subvencionirano. Smiselnost je izrabljati te subvencije, predvsem zaradi tega, ker investitorju s tem zmanjšujejo investicijske stroške. Za vse dodatne informacije smo pa tudi na voljo energetski svetovalci, tudi glede tega, kako vgraditi, kako se investicije lotiti. Je pa potrebno poudariti, da pri pridobivanju subvencij Ekosklada je pač treba imeti račune.